Kaj bi svetovali mlajšim, ki skrivajo to, da gledajo anime, ali jim je neprijetno o tem govoriti s svojimi sovrstniki? Kaj so vaši cilji za naslednje leto? Wow. To so pa dve vprašanje. To pa ni fair zdaj. Ja. Oziroma, dajmo to kot dve vprašanji, pa ti odgovor, oziroma najbolj tvoje vprašanje, rečemo? Kaj so cilji za naslednje leto? Ok, dajmo potem najprej kaj. Kako tretirati se sovrstniki? Mislim, da smo zdaj v obdobju, ko v bistvu velika večja možnost je, da sovrstniki tudi gledajo anime. Torej, to, da gledaš anime, ni več kot 10-15 let tretirano kot neka slaba stvar, ampak je samo, konsumaš samo še en mainstream media. In vejo, kaj to je, in vejo, da in v bistvu nisi buljen zaradi tega, tako, kot si bil nazaj. Ne? Ja. Problem je, da nismo šolarčki, da bi vedeli, kakšna je zdaj klima, ker kaj veš, mogoče pa še je, mogoče še je tam oddaljena kakšna ampak če še vedno šola. Je, kar lahko naredim je, da dam svoj primer, ker jaz sem bil vedno ponosen, ampak vedel sem, da sem anime fan in tega nisem skrival. Torej, enako. Bolj kot da to skrivam, je bil pač pomembno, da povem, jaz sem fan tega in zakaj mi je tako pomembno. In nekaj časa so se mi smejali in so probali, ampak čez čas, ko so videli, da sem pač čist normalna oseba, samo rad gledam druge stvari kot oni, so me začeli nekako sprejemati nazaj v svojo družbo. Naprimer, en smešen primer, ki ga lahko dam, čez čas, ko so, spomnim se, da je bila ena ekipa metalheadov, ki so rekli, mi smo mislili, da ti gledaš Naruto, naprimer, zato, ker hočeš postati Naruto. In jaz sem rekel, ne, pač samo všeč mi je serija, kakšni liki so, veliko dobrega lahko odneseš iz teh karakterjev. Zato se ful sliši. Ti gledaš Hannibala zaradi tega, ker hočeš jesti ljudi, a ne? Ja, ampak otroci dojemajo na ta način, da se hočeš nekako poistovetiti. Ja, nekako, apelira vprašanje na otroke. In čez čas so začeli sprejemati to mojo ljubezen do animejev in en od teh metalheadov je celo začel risati med poukom strip, ki se je imenoval nekaj takega kot Ninja Chronicles. In potem mene je narisal kot ninjo, ostali trije so bili pač navadni ljudje in gremo samo po svetu, hodimo in delamo normalne stvari, ampak fora je, da jaz sem ninja. So literally, kakor da bi mi štirje šli v restauracijo in pa se normalno pogovarjali, sem jaz bi bil oblečen kot ninja. In pa smo imeli pač te kronike in so me pač spremljali. It's like being different, but still being a part of their team. Tu je ful taka težka, ker pač se pravi, odgovor na vprašanje je bil bodi iskren in čez čas mislim, da te bojo na ta način sprejeli. Oziroma mislim, da je predvsem pomembno, da ne forsirati svojih anime navdušenj na druge, ko pač ne forsirati, ampak pač, be open about it, pa predvsej boš potem našel folk, ki se tudi zanima, sploh danes. Oni bojo tebe našli, pač ti moraš povedati besedo, da si fan, ampak ne zdaj hoditi do normija, pa jih poskušati konvertati ali kaj takega. To je tista finta. Mislim, oni bodo tebe ali pa ti njih. Vedno lahko vprašaš folk tisto, a gledaš. To je tisto. To je... Mislim, jaz se spomnim, jaz pač v srednji šoli, tako v osnovni šoli so se še našli ljudje, ki so gledali naprimer RTL 2, ali pa ki so zbirali potem Pokémon pa Yu-Gi-Oh karte. Pa nalepke, ko so šli albume. V gimnaziji je bila ena, za katero sem vedel v celotni paralelki, ki je gledala anime, ne? In jaz sem potem nekako skušal, pač jaz seveda sem bil pač open about it, jaz sem iskal folk, ki bi tudi gledal anime in se spomnim, pač itak, potem so najbolj sem se, pač priključil sem se v razredu eni skupinci, ki so bili pač bolj, pač ne anime, ampak so bili pač geeki, ne? In so pač pilali potem kakšne igrice med pauzami. Potem,
ko sem pogledal tale Hikaru no Go, anime, sem začel z Go-krožkom, sem prepričal, ker se je izkazalo tudi en tale učitelj za filozofijo, pač igra Go in sem tako, dajmo začeti Go, pa bo morda potem koga tam navdušil, mislim pa pač, veš, ker potem je že tako velika šansa, da ljudje, ki bo zanimal Go, imajo nekaj pač veze jih tako morda kaj zanima azijska kultura, pa je večja šansa, da bom pač našel kakšnega anime fana, nažalost temu ni bilo tako, oziroma ne, se pravim, sem to spoznal, to punco potem, ki je bila v paralelki pač edina, ki je še gledala animeje. Mislim, šele, kako bi rekel, največ ljudi, oziroma šele pol sem spoznal, ko sem pač malo raziskoval forume, pa naletel na anime, pa prvi Illustrarium potem leta 2010. Tako smo se spoznali. Tako smo se spoznali, ja. Mislim, danes, pač, kar bi pač lahko potem, mislim, sej, kakor smo že povedali, be open about it, pa če ne najdete kogarkoli in your near vicinity, v svojem tem bližnjem okolju, ajte, pač sej, se mislim, da danes pač mladina to ve, imamo Discord, pač na Discord, pač komod se pač povežeš. Komunikacija je drugačna danes, In tudi veliko priložnosti je za druženje potem v živo, zaradi tega, ker imamo toliko konvencij. Anime ni več subkultura, mislim, da je precej lažje najdeti so mišljenike. Pa ne, tudi nasplošno, kakršen koli hobi imaš, se ga ne smeš sramovati. Nikoli ne. Ker kukor boš še enkrat se sramoval, oziroma že to kot nekaj slabega, oziroma nekaj, kar je, ne vem, nesprejemljivo karkoli, prej te bojo začeli zabavati. In se bojo obešali tako, da pač nosi to, povej, če ima kaj pro tebi, kaj, v bistvu, nosi kot medaljo. Nosi kot medaljo, če bi rad kaj vedel, kakšno kol serijo, ti priporočam, veš, v bistvu nosi tako, da v bistvu veliko veš, oziroma da se ful dobro spoznaš in da je to tvoj nek hobi, v katerega vlažaš v čas, ki ti je všeč. Pač je velik del tvoje osebnosti. Ja, lahko tudi, ne vem, zbiraš Lego kocke, lahko zbiraš, ne vem, karte, lahko karkoli, v bistvu danes je v bistvu... Nobenega hobija se ne bi smel sramovati. Tako, nobenega hobija se ne bi smel sramovati, Ampak je pa res tisti dober občutek, ko najdeš ljudi, ki delijo to s teboj. To pa drugo. To je bistveno. A veš, se tudi to, da recimo skrivaš zadevo in nikoli ne boš vedel, kdo je na drugi strani, Točno tako. Mene najbolj zabava to dejstvo, da v bistvu tudi zdaj, ko smo starejši, in dela, ne vem, produkcijske zadeve in recimo imam grupo folka, kateri pač vsak za neki in se naenkrat začnejo teme padati okrog animejev, pa se sploh v bistvu nismo noben za drugega ne ve, in kar naenkrat veš, kakšne Oniča, pa veš pa kakšne kdo zdaj vse gleda anime. A veš, nikoli ne veš, dokler ne izraziš kakšne neumnosti, pa kakšna zebancija, pa kakšna fora ven vržeš, pa vidiš, kdo zdaj ve. Mislim, se zaradi tega pa sem jaz mahnil na take majčke in jih nosim vsak dan v življenju, zato pač, ker zato ljudje vstavijo na ulici. Točen, tako. A si ti Dango iz podcasta? Ja. Ampak gled, tisto več, čaka, ti gledaš slučajno to. The Great Lawyer. Exactly, sej v službo sem že imel. Okay.